Živjo popotnik, sva Alex in Cindy in zadnjih nekaj dni se potepava po sončni Malti. To je že tretji del te popotniške serije, kjer smo si do sedaj ogledali že kopico zanimivih stvari. Začeli smo z ljubko, ribiško vasico Marsašlok, poznano po svojih tradicionalnih in barvito pobarvanih čolnih. Nadaljevali smo z ogledom drugega največjega otoka Malte, otokom Gozo. Gozo med drugim skriva eno najlepših citadel v Evropi, najpomembnejše romarska središča in je na vsezadnje dom sedaj že porušenega azurnega okna. Povezavo do vseh preteklih vlogov najdeš v opisu videa, danes pa se odpravljamo na sever otoka Malte. Kaj vse skriva, ti razkrijeva v tem delu popotniške serije po Malti. Čaka naju še vožnja do trajekta in čez cel otok Malta do prenočišča, ker smo se danes preselila. V Airbnb. Ja, tako je. Ej, Ponč, zdaj te pa čaka kruta realnost. Nočem, Nič več razvajanja. nočem. Nič več razvajanja hotela. Zdaj boš mogel pa sam kuhati, pa sam pomivati posodo, pa poslo poslati. Tok je bilo flete, drugač poslo sem že zdaj sama pustila. Dobar, aj, no ne bo. Ponč, dobrodošel v najnem novem domovanju. Imamo tak lep stanovanjček, tako garsonjerco, vse je noter. In pa to, ka vohaš, ne, ta zapeljiv vonj po plesni, to prav dušo daje temu stanovanju. Dušo, dobro. Dušo. Mene bolj zanima, kva se tam spodaj skriva. Mene te to zanima in da bom spletla. Da mi nekaj skočil. Ja. No, drugač tako, no, sej ni slabo, edin kakšen oken pa res manjka, ker so sem not prišla, je res prav pozatohlen in mislim dišal, ker dišal, ja, pač smrdel, kakorkoli hočeš temu reči. In res manjka samo en oken, da bi lahko lepo naredil prepih tle skozi. Potem mini kuhna z mini gasilnim aparatom. No, pa imamo pa tako kotno, zanimivo kopalnico. In poglej, takole le 2 pipi, da si lahko sam z vodo zmešaš, da je ta prava temperatura. Ja. Se vidi, da je tlele res vpliv te kolonialne velikobritanske kolonije. Ej, tam pa skrivaš WC za svojo ritjo. Ja, poglej, koten WC. Koten WC. Jaz ga pa še ne. Ne, sem je res smešen, veš, ker je postavljen kotliček na steno in potem ta tako 45 stopinj ven. Cool. Cool. No doubt. Neč bomo nekje pojedali, ne? Ne vem, če jaz temu predalu zaupam. Ne, mislim, da bo tole kar spucala vse. Šlok bo najprej en večer samo pucati pa pomivati zaradi tega, da uloviš vutlele. Ne, sej drugač ni toliko slabo. Jaz mislim, da tlele je tudi manjčkan vpliv tega, da so bila zelo v hotelu s 4 zvezdicam in potem priješ pač hemo malo domov, a ne. Tako da se zna zelo zgoditi, da so malo pristranska. Najbrž. Čist malo. Malo ful, ja. Bi bilo skoraj boljš, ka bi najprej sem prišla pa pol v hotel šla. Verjetno res, ampak glej, za teleh par dni bo tudi to v redu. Super. Tako, to je najino prenočišče za naslednjih nekaj dni, mi pa se že odpravljamo naprej na oglede. Najprej nekaj kaotične vožnje, zatem pa bomo spoznali majhno naselje Bugiba. Da mi glej, koliko imam tam. Ja! Alex, robnik, povozil si ga. Če nisi zihar se vstal, ne mi vijuga. Saj sem se vstal. Pazi, baba. Ja, vožnja po levem pasu je lahko kar kaotična, po izkušnjah se nekako navadiš v 3 dneh. Nahajamo se torej v obmorskem mestu Bugiba, ki pa je v bistvu najbolj poznano po nočnem življenju, ki ga seveda trenutno zaradi covida ni, in pa po nacionalnem akvariju. Piha ka pri norcih, ampak voda je pa lepa. Lepa. Drugač pa tukaj v Bugibi imate tudi full fletno promenado skozi takole ob morju, tako da če ne druga, greste lahko tudi sam na en fajn sprehod.
In ravno to sva tudi midva naredila. Po obmorski promenadi sva se sprehodila do nacionalnega akvarija in obrnila nazaj proti parkirišču. Če se sprašujete, kakšen pa je sam akvarij, zelo podoben ostalim akvarijem po Evropi, le da je ta bolj osredotočen na živali in rastline okrog Malte. Midva se nisva hecala, ki sva rekla, da ful piha, raj za kajtarje. Na centralnem otoku Malta. In v bistvu tukaj se nahaja Coral Lagoon, ki je taka jama izklesana in v bistvu noter je taka luškana turkizna voda. Ja, tako, jajčaste oblike jama. Zdaj, kar je najboljš tukaj je, da tole glih nekih 10-15 metrov in tlele folk na puno skače noter. Tako da so tudi ene par skakalcev, ki so bili dosti pogumni, da so v temule vetru, ki nam je bo glikar odpihnil in še dokaj prijetni vodi so se opogumili, da so se učili. Ampak to pa je plava, modra voda, to je neverjeten, res. A ni neverjeten? Košni klifi. Turljava se poroča. Ful je lepa lokacija za poroko, a ne? Samo pik. En malček. Ampak veš, v ljubezni to ni nič važno. Ja, seveda. Pa paziti moraš, da pa je kas dosti pijan zaradi slavja, ne pa daš tle not. Naslednji postanek Red Tower. Za nama se dviga rdeča trdnjava. Ta je v bistvu ena izmed 6 tovrstnih trdnjav, eno smo si že prej pogledali, ampak je ta najbolj posebna, ker ima tudi čist majčkeno drugačen arhitekturen slog, kakor vse ostale. Načeloma so bili tukaj nastanjeni 4 stražarji, ampak ima kapacitete do 50, tako da je čist sposobna močne obrambe. Zdaj, kar je v bistvu pri tej trdnjavi najbolj pomemben, je njena strateška pozicija, ker dejansko je na vrh enega zelo pomembnega hriba, ki vidiš z njega vse. Sprav, vidi se in na Komino, vidi se in na Gozo. Na drugo stran lahko vidiš Meleha zaliv. In tu, če čez na drugo stran boste videli, se vidi klife in kele čez se vidi poj tudi kapelco, ki so bila midva tam. Skratka, 360 pogled okoli, tako da so skozi videli, s katere strani lahko pride do napada oziroma intervencij. No pa še ena zabavna zgodbica. Midva, ki sva delala plan potovanja in sva malo googlala, sva naletela na zelo različne slike te rdeče trdnjave. Se pravi, ene so bile ful živo rdeče, kot da bi bilo totalno sphotoshopan. Na enih slikah je bila pa čist tako razpadajoča, spacana, taka bleda, rdeča. In v bistvu sploh nisva vedela, kaj naj zdaj pričakujemo, kakšna bo v resnici. A je vse sphotoshopan ali pač ne. In v bistvu so zdaj izvedla, da so jo lansko leto, leta 2020, obnovili v celoti s pomočjo Evropske unije in ja, če jo zdaj pridete pogledati, je dobesedno živo. Joj, Marija, cel dan že tako piha, sploh ne morava iz nekih lepih lokacij snemati, se mora skozi en zavetrje dajati. Ja, v bistvu trenutno se nahajava pred vhodom v Popejevo vasičko.
To je v bistvu lokacija, kjer so v 80-ih letih snemali musical Popeye. To je unke močen, pa špinačo je. Celotna vasička je danes preurejena v tematski park in v bistvu vstopnina je 15 evrov. Za ta denar ste lahko glavna zvezda v filmu Popeye, kjer vi nastopate in vam potem tudi zapečejo CD in ga lahko seveda odnesete domov v družini pokazati. Potem imate noter muzej, kino, plaža je, ležalnike dobite, bazeni so. Tako zelo lepa atrakcija, predvsem za otroke. Mi smo se odločili, da si bova vasičko pogledala samo iz razgledne točke. Je pa res, da tudi je že precej pozno, tako da tudi če bi hotela iti noter, ne bi mogla, ker je stvar že zaprta. Tako da če se boste odpravili sem, tudi majčkam na uro merkajte. No zdaj pa res, še tole spijemo, pa gremo spat. Se vidimo jutri. Činkalo, binkalo. Tole je pa bil kar nenaden konec tega dela. Včasih se tudi najboljšim youtuberjem zalomi in pozabijo posneti zaključek. No, pa nič za to. Pridruži se nama v naslednjem delu, kjer se odpravljava do verjetno najlepšega srednjeveškega mesta na Malti. Poleg tega bova govorila o katedrali in dogodku, ki velja za pravi božji čudež modernega časa. Če pa tudi to ne bo potešilo tvoje pustolovske popotniške duše, pa se bomo spustili v prave katakombe. Zato ne odlašaj. Pritisni tisti rdeči gumb subscribe oziroma naroči se in bodi tako vedno obveščen, ko naloživa nov video. Do takrat pa lepo bodi. Čau, čau. Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down.